v začetku adventa, ko torej vstopamo v čas priprave na praznik Jezusovega rojstva, v resnici beremo evangeljski odlomek o Jezusovem drugem prihodu. Kako si to razlagati, kako gre to skupaj in kaj to pomeni danes za nas, kaj lahko mi odnesemo iz tega. Običajno govorimo torej o Jezusovem rojstvu v Betlehemu, o Jezusovem življenju, v življenju Jezusa kot človeka, ki se konča z Jezusovim trpljenjem, z Jezusovo smrtjo in potem njegovim vstajenjem. Običajno o tem govorimo kot o Jezusovem prvem prihodu, potem pa ob koncu zgodovine, ob koncu sveta, kot je tudi danes prinešeno v Lukovem evangeliju, govorimo o Jezusovem drugem prihodu. Imamo pa razlagalce Svetega pisma, ki nas opozarjajo, da pravzaprav Jezusova prihoda nista dva, ampak so trije. Pa bi vas mogoče za trenutek povabil, da smo pozorni na to, pa se vprašamo morda ravno danes ob nedelji Karitas, kaj to za nas pomeni. Če je Jezus torej prvič v resnici prišel kot učlovečena Božja beseda, kot Jezus iz Nazareta, sin tesarja Jožefa, vsaj tako so ljudje mislili, in njegove žene Marije, to lahko razumemo. To je Jezusov prvi prihod, v katerem Jezus na nek način prihaja na pol skrit. Njegove slave, o kateri govorijo in ki so jo napovedovali tudi preroki, njegove slave ne vidijo vsi, njegovega kraljestva ne vidijo vsi, njegovega kraljevanja ne prepoznajo vsi. Veliko ljudi je Jezusu sledilo,